Odločitev, da bi se nekaj takega naredilo na Ptuju, pravzaprav bila zelo lahka. Ja, zelo lahka. Že tako ali tako po lanskem mariborskem koncertu in po prvem obisku Sokje muzejske zbirke glasbil, pa še potem odločitev za to lokacijo. In danes vidimo, da gre dejansko za pravi fest, ne samo na 100 bobnarjev, ampak pravi fest, ki je zaobjel celoten Ptuj, ker ljudje so navdušeni od same podobe gradu, od daleč do sprehoda na grad, do pogleda na veduto in seveda potem še dogodek, ki sledi. Nenazadnje se bo tudi tisti, ki še ne poznajo Ptujskega gradu, si bojo zdaj lahko ogledali in zbirke in videli ves ta čudovit razgled. Ja, zadeva je taka, če kar povem brez ovinkarjenja. Ptuj je v preteklih letih preveč vlagal zgolj samo v kurentovanje in pust in zato smo se odločili tudi v bistvu novi tip promocije. Ptuj kot celoletna atraktivna destinacija in denimo marsikdo ni vedel, da je tu največja zbirka glasbil v Sloveniji in ko to ljudje vidijo, od otrok do starejših, so navdušeni in to je samo prvi korak velike zgodbe.